Walt Disney Pictures. Moram najti sina. Predstavlja največjo dogodivščino v velikem jabolku. Prihajam! Kdo je dal štango šem? Times Square. Kakšen čuden kraj za zabavo. Kako si kaj? In krog življenja. Adama sem zavohal! A ne zna noben več trka? Divjina. Kmalu v vašem kinu. Sem videti seksi v tem? I was trying to do a good thing. You did a great job. You got a bad guy. Make a hole, make a hole. Well, I got all day. Eddie, you're killing me. La profezia è nel libro della Rivelazione 8:7. When the waters rise, when the nations rage with fury, the Antichrist will be born. God has given you a son. And so will begin a battle. He'll kill until everything that's yours is his. He's not your son, he's a beast. For our very souls. The Omen, only in theaters. Caro diario, oggi compio 16 anni, più avanti. Melissa ha dei problemi. Ti ho preparato una sorpresa. Melissa, ora lo so. Vorrei farlo soffrire come ha fatto soffrire. È tutta un'altra cosa. This is where dreams become a reality. You have star quality. That was strange. You made me want to projectile vomit. But this year, you'll discover how fake She's been wanting to do this since she was 6 months old. reality can be. Dang! Dang! From the director of American Pie and About a Boy. The whole poor white trash thing is great. Look what it's done for Britney Spears. We're not white trash. Of course not. American Dreams. Balkansko podzemlje. Dobar dio policije surađuje s mafijom. Ako mislite ozbiljno voditi bitku s mafijom, trebate prvo počistiti svoje dvorište. Nima milosti. Stojite li iza ovoga 100%? Stojim. Biće još puno posla za nas. Puno posla. Balkan Inc. Jutri o polnoči na Pop TV. Italijanske mojstrovine. Hrana. Pijača. In arhitektura. David Rocco jih bo raziskal za vaš užitek. Naj vam tekne. Kuhinjska avantura. Vsako nedeljo ob 16:30 na Pop TV. Poglejte vodni kamen. Kaj pa zdaj? Imam cilit. 100% odstranjuje vodni kamen. Samo naneseš na madež in izgine. Ne mučite se z odstranjevanjem vodnega kamna. Cilit ga raztopi brez drgnenja. Uporabite cilit in osvobodite se vodnega kamna. Predstavljamo vam povsem nov Old Spice, prvi Old Spice v gelu. Old Spice v gelu svojo večstopenjsko tehnologijo učikuje proti neprijetnemu telesnemu vonju vse do konca dneva. In naj ne odloča vaš dezodorant, kako dolg bo ta dan. Novi Old Spice v gelu. Vzdrži, dokler zdržite vi. Odlično! Pred 4 tedni uporabila trakove za depilacijo vit. Nežno nanesite navzdol, pritisnite in povlecite. Traje dlje kot britje z britvico. Po 4 tednih so noge še vedno presenetljivo gladke. Ko bi le vsak občutek trajal tako dolgo. Vit trakovi za depilacijo za vse vrste kože. Normalno, občutljivo in suho. Nasprotujoče si trditve mi vedno vzbudijo radovednost. Prišel je novi kompaktni Ariel s 5 zvezdicami, ki je zdaj manjši, vendar zatrjuje, da je močan celo pri takih zasušenih madežih. Dobro bi bilo vedeti kaj več o tem. Manjši, tudi močan pri odstranjevanju celo tako zasušenih madežev. Ali si to ni nasprotujoče?
Ne, ni. Ariel ni postal le kompakten. Zdaj vsebuje skoraj 2-krat več encimov za odstranjevanje madežev v 100 gramih. Sliši se dobro. Toda kaj pravijo na to v nemškem Freseniusu, 155 let staremu neodvisnemu inštitutu za preverjanje kakovosti? Za novi Ariel smo pripravili posebej zahteven test. Naj vam pokažem. Na tkanino smo nanesli zelo trdovratne madeže in jih kasneje polikali. In tu je rezultat po pranju. Popolnoma čisto. Zasluži si nas znak kakovosti. Novi kompaktni Ariel ni postal le manjši, temveč lahko resnično odstrani tudi tako zasušene madeže. Uvedbo evra v Sloveniji potrdil tudi politični vrh Unije. Koroški delavci in sindikalisti proti nakupu finskih oklepnikov. In belgijski deklici, ki jo pogrešajo že ves teden, ugrabil pedofil. V prometni nesreči pri Pulju umrlo 6 ljudi. Državna maturitetna komisija v zahtevah za razveljavitev ocen iz biologije. Uživo iz osrednjega studia Pop TV. Gledate oddajo 24 ur, ki jo vodi Tamara Vonta. Pozdravljeni. Voditelji držav Evropske unije so na vrhu v Bruslju dali politično podporo uvedbi evra v Sloveniji v začetku prihodnjega leta. Finančni ministri bodo v začetku julija določili še menjalni tečaj. Slovenija bo tako prva novinka in 13. država v evroobmočju. Ob tem pomembnem koraku naše države so čestitke evropskih političnih veljakov kar deževale. Danes je velik dan, je nasmejan in dobro razpoložen ob koncu vrhunskega zasedanja, dejal slovenski premier Janez Janša. Uvedba evra je zgodovinski dogodek in daleč največji dosežek naše države v zadnjih 2 letih. Z njim se bosta lahko okrepila tako turizem kot tudi tuje naložbe. Pohvale za izpolnjevanje konvergenčnih meril pa smo danes dobili prav od vseh pomembnejših evropskih politikov. Congratulations to Slovenia. Congratulations to Slovenia. It's the first new member state to become a member of the euro area. This is important for Slovenia, but it is important for all of us in Europe because it opens an important new chapter in the process of European monetary integration. Prevzemom evra je tako Slovenija postala simbolni primer evropskega združevanja, ki je kljub nekaterim zadržkom očitno še kako živ. Sicer pa je odločitev Evropskega vrha o širitvi evroobmočja dokončna. Unija mora sprejeti le še ustrezne pravne podlage in določiti menjalni tečaj med dolarjem in evrom. To naj bi se zgodilo čez slab mesec. Slovenija pa bo imela na to pol leta časa še za zadnje praktične priprave na vstop. Evro bo za Slovence že 4. nova valuta v zadnjih 15 letih. Iz Bruslja za 24 ur Barbara Grahek-Lazarevič. Uvedba nove valute bo logistično izjemno zapletena. Kovnica slovenskih evrokovancev na Finskem bo v drugi polovici leta poskrbela, da jih bo dostavila Banki Slovenije, bankovce pa si bomo začasno sposodili od Evropske centralne banke. Zeleno luč za izdelavo slovenskih evrokovancev bo finska kovnica dobila po 11. juliju, ko bodo finančni ministri Unije določili nepreklicni menjalni tečaj za evro. Bankovce si bomo pa sposodili od evrosistema in take bankovce oziroma bankovce bomo vrnili v leta 2008, ko bomo tiskali nove bankovce z višjo stopnjo zaščite, a ne takrat jih bomo nekoliko več natisnili in vrnili evrosistemu. V Slovenijo bodo v nekaj mesecih pripeljali okoli 750 ton evrokovancev in več kot 70 ton evrobankovcev. V polnem teku so tudi priprave raztovarjanja evrogotovine posameznim bankam. To je logistično izredno zahtevna operacija, ki jo načrtujemo skupaj z bankami že več mesecev. Imeli smo spomladi celo tako imenovano suho vajo, tako da podrobnosti seveda vam ta hip ne morem razkriti, ampak to je najpomembnejši del celotne logistične operacije, ki jo z bankami zelo dobro poskušamo, kar se da dobro načrtovati. Veliko je ugibano o odločitvi evropskih finančnih ministrov o menjalnem tečaju evro-tolar, ki ga bodo določili. Je z morebitno menjavo tolarskih prihrankov pametneje počakati do 11. julija ali evre čim prej kupiti? Glede na to, kako se je tečaj slovenskega tolarja proti evru gibal v dvoletnem obdobju, odkar smo v ERM mehanizmu, bi upal trditi, da ni nobenih ekonomskih razlogov, da bi bil ta nepreklicni menjalni tečaj drugačen od sedanje centralne paritete.
Tolarji bodo torej kmalu preteklost. Začetek marca, ko se bo obdobje menjave valute končalo, jih bodo v Banki Slovenije uničili. Več načinov uničevanja je, kar se tiče bankovcev, jih bomo, nekatere apoene bomo razrezali, predvsem višje apoene bomo razrezali, druge apoene bomo zažgali, kovance se pa najprej splošči in se jih na ta način uniči, nato pa se jih pretopi in koristno surovino proda. Posebej pazljivi so na Banki Slovenije, ko gre za vprašanje varnosti. Možnost morebitnih ropov je namreč največja ravno med transportom evrogotovine. No, v studiu je finančni minister Andrej Bajuk. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. No, lepo je biti prvi, pa vendar se marsikdo boji uvedbe evra. Nekateri namreč, kot že opozarja Zveza potrošnikov, že dvigujejo cene. Vi ste obljubili, da do dviga cen ne bo prišlo. Boste ukrepali ob takih opozorilih? Ja, dejansko ukrepati moramo vsi v naši družbi. Ne? Dejstvo je, da smo v odprtem tržnem gospodarstvu, da je vse parametri, recimo, ki vodijo te takšne odnose med potrošnjo in cenami samimi, ne, so v redu. Fiskalna politika je zastavljena, da zagotavlja stabilnost. Tukaj je pa res odvisno, da bomo vsi, ne samo Zveza potrošnikov, da bomo vsi potrošniki zelo pozorni in da bomo pač tudi dosegli to, kar končno vsak potrošnik lahko naredi. Če mu v trgovini nekaj ni všeč, pa gre v sosedno trgovino. In to je najboljši, bi rekel, adut, ki ga imamo v potrošniki, da do tega ne bo prišlo. Zaenkrat moram takole reči, da ko gledamo inflacijo samo, jo ne vidimo poleg nafte in naftnih derivatov in pa nepredelane živilske potrebe, ki so se dvignile cene pač sezonsko, zdaj maja, malo več kot smo predvidevali, ne vidimo, da bi bilo nek taki hudi trend. Ne? Prav gotovo so pojavi, ampak te pojave bo pa treba tudi na tak način kontrolirati. Ne? No, kakšen bo dokončni menjalni tečaj? Euro-tolar višji, nižji kot sedaj? Dejansko ga ne vemo, ne poznamo še. Ne? Ampak vsi pričakujemo pa, da ne bo korenite spremembe, ker dejansko je bilo 2 leti je bilo zelo stabilno, ne samo, da je bilo stabilno, da smo tudi povečali naš izvoz, to se pravi je tudi vzdržno. Ne? Torej, mi ne pričakujemo velikih razlik, nič se ne bi čudi, če sploh ne bo nikakršne razlike. No, tudi obresti na evroobmočju se v zadnjem času kar dvigujejo. Kaj to pomeni za nas, razen seveda višjih obrokov kreditov? Ne, to se pravi, obrestne mere se višajo trenutno v celotnem svetu, nekoliko manj v Evropi kot drugod po svetu. Ne pričakujemo velikih težav, kar se tega tiče. Moramo pa se pač zavedati, zdaj smo živeli v nekem obdobju, kjer so bile obrestne mere na svetu izredno nizke. Ne? Takšne obrestne mere, kot smo imeli zadnjih 3 ali 4 letih, dejansko še se osebno ne pomnim, ne? Da bi bilo takšno dolgo obdobje tako nizkimi obresti. No, banke obenem opozarjajo, da je prevoz evrov, da bo izredno drag. Je že jasno, kdo bo te stroške plačal? Banke, država? V bistvu mi na koncu, ne? Ja, na koncu to je družba v celoti bo to naredila, ali bo šlo skozi ta proračun ali oni proračun, o tem se še teče razprave. Še ni odločeno. Dejstvo pa je, da vedno se takšni problemi pojavljajo, sem prepričan, da bomo tudi to rešili v prihodnjih dneh in tednih. Hvala lepa. Prosim. Odločitev obrambnega ministrstva, ki je za 63 milijardni posel z oklepniki za vojsko izbrala finsko Patrio oziroma trzinsko podjetje Rotis, čedalje bolj buri duhove v politiki, pa tudi med ljudmi na Koroškem. Delavci v Ravnah napovedujejo celo pokop industrije, ki je že do sedaj živela na račun poslov za slovensko vojsko.